Malo vam bom zagrenil življenje, pa če si tega želite ali pa ne. Tole je novi GLE, naslednik modela ML, ker so pri Mercedesu spreminjali oznake. Tako kot je GLS v bistvu naslednik GL-a, no oba pa delata družbo modelom GLA, prihajajočemu GLB in GLC. A ja, no pa stari klasični G je tudi čisto nov. Ampak ML-a pa ni več. Vse jasno? Nove oznake so v bistvu veliko bolj logične in si sledijo po velikosti, tako kot pri ta nizkih Mercedesih. Zato je GLE v bistvu E, drugi največji, takoj za modeloma S oziroma GLS. Oznaka GLE v bistvu ni čisto nova, ker smo pred nekaj leti na testu že imeli model GLE Coupé, nad katerim pa sploh nismo bili navdušeni, ker je bil tehnološko zastarel in zelo neodoben. No, tole pa je čisto nov svet. Že navzven se vidi, da je avto nov in bistveno bolj eleganten, s to simpatično obliko pa svojo velikost prav fajn skriva. No, dokler ne prijete do njega in potem vidite, da skoraj s 5 metri dolžine pač ni ravno majhna, ne? Zunanji mere se kot izjemen prostor pokažejo tule notri. Prtljažnik ima prostornih 630 litrov in še konkretno luknjo pod dvojnim dnom, no tudi na zadnji klopi je več kot očitno prostora ogromno. Ampak mesto, kjer boste najbolj fascinirani, je pa tamle spredaj. Samo pogledajte to. Tale zaslon oziroma ta dva zaslona sta večja, kot so bili domači televizori še kakšnih 10 let nazaj in tudi bistveno boljšo ločljivost imata. Tole okolje je res super. Digitalni merilniki imajo ogromno možnosti za spreminjanje barv in oblik, da je vse skupaj zelo privlačno, ta ambientalna osvetlitev oziroma ti barve pa poskrbijo, da je občutek tukaj notri res nastopaški. Wow, je bil klasičen odziv čisto vsakega, ki je svojo zadnjico postavil na ta sedež. Če sem res pikolovski, me mogoče moti, da je tukaj preveliko število barv, čeprav se to zdi nelogično, in da so te ikone prevelike. Vseh 8 bi lahko enostavno stlačili na en zaslon, pa bi bilo potem bistveno manj tega nepotrebnega premikanja, pa vse skupaj bi bilo še vedno zelo pregledno. Vozniško je mešana vreča in preden punce na Mercedesu od groze zavzdihnete v pričakovanju kritike, logično je, da je mešana vreča, ker tehta skoraj 2,2 toni in je visok od, bistveno višji od mene. Za svoje gabarite je zelo udoben in lepo vodljiv, v mestu me je navdušil z majhnim obračalnim krogom, takole na odprtem pa z elegantnim požiranjem neravnin, za kar je v bistvu najbolj zaslužno prilagodljivo zračno vzmetenje. Ampak je izjemno udobno samo, če nanj gledam kot na ogromen kolos. Če bi vozniško udobje primerjal s kakšnim limuzinskim E ali pa celo z manjšim C, v bistvu primerjave ni. Tukaj je nepotrebnega zibanja mnogo več, avto sicer grdo ne potresa, non-stop pa neprijetno ziba. In to je lahko nadležno, pa tudi občutek na volanu je relativno povprečen. Je pa bolj udoben kot kakšen X5, ker vem, da vas to zanima. Oznaka 300 tamle zadaj pove, da je pod pokrovom dvolitrski motor s 180 kW moči, to je z 245 konji in 500 Nm navora. Zadnjič v manjšem GLC je bilo to dovolj za fajn živahnost, tukaj je pa že kar nujno. Z njim avto seveda ni počasen, ni pa posebej hiter, ravno prav je. Pomaga pa tudi ta 9-stopenjski samodejni menjalnik, ki je odličen. €90 je tole, kar vidite, enako kot manjši GLC pred nedavnim. Ni malo, vam pa takoj povem, da bi sam izbral še boljše sedeže z nastavljivim sedalnim delom in sedežno masažo in prostoročno odklepanje. Ta ga nima in je kar hecno stopiti do takšnega avtomobila, najprej narediti klik s ključem, da sploh lahko vstopiš.